Moje ime je Sandra Vrhovec, sem diplomirana sestra, zaposlena že 8 let na oddelku, trenutno pa delam s pacienti za COVID. Trenutno se delovnik razlikuje mogoče po tem, da delo poteka 24/7, to pomeni, da smo tudi po možnosti in dopoldne in popoldne v službi in ponoči in cel dan od zjutraj do zvečer. Poteka pa pač po načinu tega, kako delo poteka, da imamo drugačne paciente, da smo drugače tudi oblečeni in zaščiteni. To je pa zaenkrat to. Delujemo na 2 enotah. Eno enoto imamo tukaj zgoraj, v prvem nadstropju, druga je pa potem še spodaj. Trenutno imamo zgoraj 8 pacientov, od spodaj 6. Imamo tudi veliko sester, ki so prišle na pomoč iz drugih oddelkov. Trenutno poteka tudi delo samo po sebi zelo drugačno kot tipičen dan. Tisti, ki imajo šoloobvezne otroke, pač morajo domov, se peljejo, prihajajo iz različnih delov Slovenije, že sam prihod in odhod je naporen, že delo tukaj je naporno, potem pa še prihodi in odhodi sami po sebi. Trenutno drugi zaposleni, ki pa tudi recimo imamo možnost, da bi se nastanili v drugih prostorih, poteka pa tako, da določeni tam bivajo, pridejo potem na delo in se potem izmenjamo. Domov ne hodimo tudi zaradi tega, ker imamo kritične skupine svojcev, to pomeni, da so lahko starostniki, ki so nad 60 let, ali pa tudi kakšni mlajši in pa tudi osebe z kroničnimi boleznimi. Trenutno največji izziv mislim, da to uporabo varovalne opreme, torej oblačenje, slačenje, delo s pacienti, potem tudi mogoče tudi tam mogoče pritisk medijev, pričakovanja, potem tudi neznana bolezen, torej nova, kako se soočamo s pacienti, kako poteka delo. Največji izziv je to, da smo skupaj. Mi smo zaposleni, torej 24/7, tukaj smo, delamo s pacienti, nova bolezen, spoznavamo tudi sam potek bolezni, samo delo s pacienti, ki ni kakor navadno, recimo, ko jih imamo vsak dan. Potem že ta pritisk javnosti, različni komentarji, lahko so pozitivni, lahko so negativni. To je naša služba, ampak je tudi naše poslanstvo, za katerega smo se mi odločili. Mogoče največji izziv za posameznike, ki so celoten dan v službi, potem pa tudi drug partner dela v zdravstvu, recimo, ki ima majhne otroke, da se potem med sabo izmenjujejo v službi. Potem so tudi recimo ta pritisk medijev na nas, velika pričakovanja tudi od posameznikov. Seveda je nova bolezen, tako da lahko tudi na račun tega potem tudi mi več izkušenj potem prenesemo pač v javnost. To je pa to. Ne moremo. Mi smo z mislimi, če smo tukaj pač prisotni, smo že z mislimi tukaj pri pacientih, potem pa tudi doma poteka samo delo, kako poteka delo, kakšni so pacienti, kako so naši sodelavci v službi. Sam pritisk tega stanja zdaj je skozi nami, tako da in doma in v službi in trenutno mislim, da ne zmoremo odmisliti tega trenutno situacijo.